Hello, brothers and sisters. Pozdravljeni, bratje in sestre. Rewriting. Pišem povsem novo knjigo, ki sem jo sicer zasnoval na eni od mojih prejšnjih knjig z naslovom Kriza resnice. The title of the Naslov nove knjige je Cerkev v krizi, poti naprej. forward. Medtem, ko sem delal raziskavo za novo knjigo, sem naletel na prerokbo patra Michaela Scanlana iz leta 1976, ko je zasedal mesto rektorja Frančiškanske univerze v Ohaju, ZDA. To je bila 200-letnica ustanovitve ZDA in govoril je na veliki konferenci ter izrekel izjemno pomenljive prerokbe. The year before, Leto dni poprej, leta 1975, je prvič v Rimu potekala že tretja mednarodna konferenca katoliške karizmatične prenove. very strong V trenutku, ko se je pri sklepni sveti maši v baziliki svetega Petra zbrala 10.000 glava množica, je bilo izrečenih več zelo pomenljivih prerokb. is going to be using this To so bile prerokbe, ki govorijo o prihajajočem času, času, ko ustanove in strukture, ki obstajajo in veljajo, ne bodo več obstajale in delovale. Obenem pa govorijo, kako bo Gospod ta čas uporabil za to, da nas pritegne v globlji odnos edinosti z njim samim. experiencing with the whole lockdown, Prebral vam bom prerokbo patra Scanlana in jo potem komentiral. economic, Mislim namreč, da je prerokba nadvse pomembna in izjemno odzvanja v vsem, kar v tem trenutku izkušamo ob zaprtju mest in držav. Kar izkušamo, ko ne moremo več obiskovati cerkve, ko se srečujemo z gospodarskimi težavami in socialnimi nemiri. system, Prisluhnimo prerokbi. so that all money is Sin človekov, ali vidiš mesto, ki propada? here. Si pripravljen videti vsa mesta uničena? Don't get scared. Si pripravljen videti propad celotnega ekonomskega sistema, na katerega se sedaj tako zanašaš? Love and tremendous Propad, ko denar več ne bo imel nobene vrednosti in te ne bo mogel več vzdrževati. Do you see the crime? Tukaj samo želim dodati, da je nekaj tega, kar sledi, morda malce zastrašujoče, a ne bojte se in ne nehajte poslušati. Na koncu nas privede do velike ljubezni in velikega upanja, zato ostanite z menoj, ko se prebijamo skozi prerokbo. Which you love, and which you are now Sin človekov, ali vidiš zločine in brezzakonje na tvojih ulicah in v tvojih mestih ter ustanovah? founding, Si pripravljen videti popolno brezzakonje in kaos, kjer zate ne bo nobene zaščite, razen tiste, ki ti jo bom dal jaz sam? except those Sin človekov, ali vidiš državo, ki jo ljubiš in v kateri proslavljaš zgodovinske menike, kako z nostalgijo gledaš na njeno zgodovino? there. To je bila 200. obletnica ustanovitve ZDA. Those churches which you Ali si pripravljen videti stanje, ko države več ni, ko ni več države, ki bi jo lahko imenoval za svojo, razen tiste, ki ti jo dajem kot svoje telo? are you ready to Mi base boš dovolil, da ti prinesem življenje v mojem telesu in samo tam. Sin človekov, vidiš tiste cerkvene zgradbe, ki jih sedaj tako zlahka obiskuješ? schools and parishes? Si jih pripravljen videti takšne, da bodo imele zabita in zaprta vrata? Si pripravljen svoje življenje zasnovati samo na meni in ne na katerikoli drugi ustanovi ali strukturi? The structure Si se pripravljen zanašati samo name in ne na vse ustanove, šole in župnije, za katere se tako trudiš, da bi jih negoval in obdržal? on them as you have Sin človekov, kličem te, da bi bil ti na to pripravljen. another, O tem ti želim spregovoriti. another, to build Strukture sveta propadajo in se spreminjajo. Ni potrebno, da bi sedaj poznal podrobnosti, vendar se ne zanašaj na njih, kot si se do sedaj. absolute necessity. Želim, da se med seboj bolj povežete, da med seboj vzpostavite globljo predanost drug drugemu. Želim, da si med seboj zaupate, da bi lahko zgradili medsebojno odvisnost in zaupanje, ki bo utemeljeno na mojem svetem duhu. Gre za medsebojno odvisnost, ki v nobenem smislu ni razkošje in je nuja za tiste, ki bodo svoja življenja naslonili name in ne na kakršnekoli strukture ustanove iz poganskega sveta. Down. Govoril sem in se bo zgodilo. Remove Moja beseda bo dosegla moje ljudi. Morebiti bodo prisluhnili, morda pa tudi ne. In jaz bom temu primerno odgovoril. Vendar to je moja beseda. ready. Ozri se nase, sin človekov, ko boš videl, kako se vse zapira. Ko boš videl, da je vse, kar se je zdelo samoumevno, odstranjeno in ko boš pripravljen živeti brez vseh teh stvari, potem boš vedel, kaj pripravljam. Ko sem prebral to prerokbo, sem skoraj ostal brez diha. Wisdom here for Danes se odvijajo dogodki, ki se niso odvijali pred 44 leti in so tako rekoč vsaj delno uresničenje omenjene prerokbe. Son of Man, do you see V tej prerokbi je za nas modrost, ki nam je namenjena. see all your V njej lahko najdemo opozorilo in zase primerna navodila. economic system Lotimo se torej teksta prerokbe. so that all money is Sin človekov, ali vidiš mesto, ki propada? you know, Si pripravljen videti vsa mesta uničena? virus.
Si pripravljen videti propad celotnega ekonomskega sistema, na katerega se sedaj tako zanašaš? Propad, ko denar več ne bo imel nobene vrednosti in te ne bo mogel več vzdrževati. Ko je koronavirus prvič udaril in je padel trg delnic, ko je na desetine milijonov ljudi v ZDA in po celem svetu izgubila delo, ko so ljudem zmanjšali plače ali jih odpustili, nas je pretreslo. To je bil čas preizkušnje človekovega srca. Na koga in kaj se zanašamo? Na čem temelji naše zaupanje? Posnel sem nekaj vsebin in jih objavil na YouTube kanalu. V njih govorim o naši zaskrbljenosti zaradi propadajočega gospodarstva in zaskrbljenosti za naše preživetje. Govorim tudi o zaskrbljenosti in strahu, kaj bo z našim zdravjem, kjer nas poskušam ponovno usmeriti in osredotočiti na Gospodove obljube. Jezus pravi, kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. V posnetkih navajam tudi nekaj uporabnih modrosti svetega Frančiška Saleškega o tem, kako lahko preizkusimo, kje je naše srce in kako lahko obvladamo skrb in strah glede denarja na eni strani in čudovite Jezusove obljube na drugi strani, da bo Oče za nas v vsem poskrbel, če najprej iščemo nebeško kraljestvo in njegovo pravičnost. Sin človekov, ali vidiš zločine in brezzakonje na tvojih ulicah in v tvojih mestih ter ustanovah? Še sinoči sem v poročilih gledal posnetke nemirov in izgredov v enem izmed naših mest. Si pripravljen videti popolno brezzakonje in kaos, kjer zate ne bo nobene zaščite razen tiste, ki ti jo bom dal jaz sam. V tem je ključ. Svet se bo stresel. Cerkev se bo stresla. Vse, kar se lahko strese, bo pretreseno, pravi pismo Hebrejcem. V tem je ključ. Si pripravljen videti popolno brezzakonje in kaos, kjer zate ne bo nobene zaščite, razen tiste, ki ti jo bom jaz dal sam. Gospod želi, da se nanj obrnemo v popolnem zaupanju v njegovo obljubo. Če resnično najprej iščemo Božje kraljestvo in njegovo svetost, bo On poskrbel za vse ostalo, kar potrebujemo. V svetu, kjer živimo, ne potrebujemo le hrane, pijače ter varnega zavetja in obleke, da se ohranimo pri življenju, temveč tudi zaščito sredi kaosa, ki nastaja z razpadom pravnega reda in sistema. Sin človekov, ali vidiš državo, ki jo ljubiš in v kateri proslavljaš zgodovinske mejnike, kako z nostalgijo gledaš na njeno zgodovino? Ali si pripravljen videti stanje, ko države več ni? Ko ni več države, ki bi jo lahko imenoval za svojo, razen tiste, ki ti jo dajem kot svoje telo. Mnogi smo resnično zaskrbljeni zaradi vsega, kar se sedaj dogaja v naši domovini. Sam govorim o ZDA, vendar se podobno dogaja tudi v Kanadi in mnogih državah po svetu, vključno z državami Zahodne Evrope. Smo priče agresivnemu sekularizmu, ki želi izriniti judovsko-krščanske vrednote, sekularizmu, ki je sovražen do Kristusa in cerkve. Želi nas kaznovati, želi nas zapreti in nas odstraniti iz družbenih omrežij, če le izjavimo nekaj, kar ni všeč družbeni eliti. Le-ta si želi podvreči in obvladovati celoten sodobni svet in usiliti vse splošno cenzuro nad oznanjanjem Božje besede. Temu navkljub pa moramo Božjo besedo oznanjati, ne glede na to, ali zveni primerno ali ne. Pri tem pa potrebujemo Gospodov pogum in njegovo trdno odločnost. Potrebujemo Svetega Duha, ki nam zmore dati prav ta pogum in to odločnost in zato je nujno, da smo z njim v pravem odnosu sedaj, v tem trenutku. Ali si pripravljen videti stanje, ko države več ni? Ko ni več države, ki bi jo lahko imenoval za svojo, razen tiste, ki ti jo dajem kot svoje telo. Vse to je že zapisano v Svetem pismu. Jezus sam pravi, da tu spodaj nimamo stalnega bivališča, tu spodaj nimamo stalnega mesta. O tem pričujejo tudi apostoli. Jezus pravi, moje kraljestvo ni od tega sveta. Naše mesto je Novi Jeruzalem, ki se že vzpostavlja v Kristusovem telesu, ki bo sestopilo iz nebes na dan sodbe. Moramo vedeti, da so naša prva zvestoba in naša prva družina naši bratje in sestre v Kristusu. To je zelo pomembno. Mi boš dovolil, da ti prinesem življenje v mojem telesu in samo tam. Moramo gledati na Kristusovo telo, ki se nam razodeva v Evharistiji, pa vendar moramo gledati tudi na Kristusovo telo, ki je v nas, ki ga imamo drug v drugem in v sebi. Ko v teh časih obhajamo svete maše preko spleta, nas je župnik naše župnije Kristusa kralja v mestu Ann Arbor večkrat podal razlago o tem, da drugi Vatikanski koncil govori o 4 načinih Jezusove navzočnosti med njegovim ljudstvom. Na prvem mestu in na zelo poseben način je to v Evharistiji. Na drugem mestu je prisotnost v osebi duhovnika. Na tretjem je prisotnost v Božji besedi. Na četrtem pa je prisotnost v našem telesu,
ki tvori Kristusovo telo. V prvem pismu Korinčanom 6. poglavje beremo, da smo eno telo in en duh s Kristusom. Mi smo udje med seboj. Ko se je na poti v Damask zgodilo Savlovo spreobrnenje, je Savel slišal glas iz nebes. Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Savel je vendar preganjal kristjane. Pa vendar je Savel preganjal Kristusovo telo. Jezus se poistoveti z nami, v nas pa prebivajo Oče, Sin in Sveti Duh. Ta zaklad moramo varovati in se zavedati njegove vrednosti. Saj, če smo v teh dneh odrezani od Evharistije in odrezani od cerkva, fizičnih cerkva, se moramo zavedati, da je On še vedno z nami, da je z nami močno prisoten po svoji besedi, da je z nami prisoten po bratih in sestrah in da je z nami posebej močno prisoten po Sveti Trojici, ki prebiva v naših dušah. Sin človekov, vidiš tiste cerkvene zgradbe, ki jih sedaj tako zlahka obiskuješ? Si jih pripravljen videti takšne, da bodo imele zabita in zaprta vrata? Si pripravljen svoje življenje zasnovati samo na meni in ne na katerikoli drugi ustanovi ali strukturi? Radi imamo naše cerkve, radi imamo te veličastne zgradbe. Za nekatere med nami so to zgradbe, v katerih so se zbirale generacije naših prednikov. Žal pa se po vseh deželah razvitega sveta cerkve zapirajo. Hvala Bogu za cerkve in šole, ki so še vedno odprte, vendar si dan danes mnogi ne morejo več privoščiti, da bi svoje otroke vpisali na katoliške šole. Pripraviti se moramo na čase, ko ne bo več toliko šol, kot jih imamo danes. Že sedaj jih imamo mnogo manj, kot smo jih nekoč imeli. Prav tako se moramo tudi pripraviti na čase, ko več ne bomo imeli toliko cerkvenih zgradb, kot smo jih imeli, in žal jih imamo že danes mnogo manj, kot smo jih nekoč imeli. Pripraviti se moramo na čas, ki prihaja, ne glede na to, ali prinaša katastrofe ali ne. Ta čas se približuje prek vsega, kar se dogaja v svetu in kar se dogaja v cerkvi. Ta čas prihaja. Za nas pa je potrebno, da svojo pozornost ponovno usmerimo na Gospoda, ki je vsak dan z nami in se ne zanašamo na zgradbe. Vsekakor smo lahko hvaležni, da so zgradbe še vedno tu. Hvaležni smo, da lahko še vedno prejemamo Gospoda v obhajilu pri sveti maši, kar je nekaj zelo posebnega. Ne smemo pa pri tem pozabiti, da Kristusovo telo ni omejeno na zakrament. Kristusovo telo so tudi naši bratje in sestre v Gospodu. Si se pripravljen zanašati samo name in ne na vse ustanove, šole in župnije, za katere se tako trudiš, da bi jih negoval in obdržal? Sin človekov, kličem te, da bi bil ti na to pripravljen. Dana nam je priložnost, da se na to pripravimo. Morebiti pa nam je bilo dano tudi majhno opozorilo, ko smo morali, čeprav le za krajši čas, zapreti cerkve in se pred našimi očmi odvil zlom gospodarstva vsaj za kratek čas, kot nekakšen opozorilni strel. Ustanove, strukture sveta niso trdne. O tem ti želim spregovoriti. Strukture sveta propadajo in se spreminjajo. Ni potrebno, da bi sedaj poznal podrobnosti, vendar se ne zanašaj na njih, kot si se do sedaj. Želim, da se med seboj bolj povežete, da med seboj vzpostavite globljo predanost drug drugemu. V svojih soseskah in na delovnem mestu se moramo povezati z brati in sestrami v Kristusu. Potrebno je, da se povežemo kot bratje in sestre v Gospodu. Vzpostaviti moramo majhne hišne cerkve, kakršne je imela katoliška cerkev na začetku. Vse, kar je katoliška cerkev imela v prvih 3 stoletjih, dokler ni prenehalo preganjanje, so bile takšne hišne cerkve. Bratje in sestre so se srečevali po svojih domovih v manjših skupinah. Ponovno moramo graditi takšne hišne cerkve. Ponovno moramo graditi takšne medsebojne sosedske odnose. Moramo vedeti, kdo so naši pravi bratje in sestre v Jezusu, da bomo pripravljeni na čas, ko nič drugega poleg takšnih sniden ne bo mogoče. Želim si, da si med seboj zaupate, da bi lahko zgradili medsebojno odvisnost in zaupanje. Želim, da si med seboj zaupate, da bi lahko zgradili medsebojno odvisnost in zaupanje, ki bo utemeljeno na mojem svetem duhu. Gre za medsebojno odvisnost, ki v nobenem smislu ni razkošje in je nujna za tiste, ki bodo svoje življenje naslonili name in ne na kakršnekoli strukture ustanove iz poganskega sveta. Ukolikor želimo preživeti prihajajoči napad sekularizacije, ki želi izriniti Kristusa iz naše kulture, ta soodvisnost ni samo opcija. Gre namreč za napad na cerkev, napad na kristjane oziroma napad na Božjo besedo. Biti povezan z brati in sestrami v Kristusu resnično ni razkošje. Tako kot Jezus v tem delu prerokbe poudarja, je to nujna potreba. Govoril sem in se bo zgodilo. Moja beseda bo dosegla moje ljudi. Morebiti bodo prisluhnili, morda pa tudi ne. In jaz bom temu primerno odgovoril. Vendar je to moja beseda. Tako nam Jezus govori v Svetem pismu.
Resnično povem vam, dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Ozri se nase, sin človekov, ko boš videl, kako se vse zapira, ko boš videl, da je vse, kar se je zdelo samoumevno, odstranjeno in ko boš pripravljen živeti brez vseh teh stvari, potem boš vedel, kaj pripravljam. Pravkar smo videli, kako se je vse zaprlo. Skoraj tako je, kot bi Gospod rekel, dano vam bo znamenje. To znamenje se ni zgodilo celih 44 let, zdaj pa se je zgodilo. Ko se boste resnično pripravili in boste na opozorila odgovorili tako, da postavite Jezusa na prvo mesto v vašem življenju, ter boste poiskali brate in sestre v Kristusu in si prizadevali za pristne medsebojne odnose, pravi, tedaj boste vedeli, kaj pripravljam. Vse, kar je v prerokbi napisano, je izraz Božje ljubezni. Kaj bo potrebno, da se bodo duše prebudile? Kaj se bo moralo zgoditi, da nas bo streslo iz naše samozadostnosti, naše mlačnosti, naše brezbrižnosti do Božjih stvari in naše posvetnosti, da bomo svoje življenja ponovno osredotočili na Jezusa? Kaj se bo še moralo zgoditi, da nas bo privedlo do tesnejših medsebojnih odnosov, da nas bo pripravilo, da bomo postali njegove priče v tem sovražnem in nenaklonjenem okolju? Le kaj se bo še moralo zgoditi? Gospod bo storil, kar mora storiti, da med nami prebudi čim več duš. Nekateri bodo pozorni in bodo prisluhnili, nekateri se bodo prebudili, nekateri se bodo pripravili, nekateri pa ne. Izid pa bo zelo različen in bo odvisen od tega, ali se bomo odzvali na Božjo besedo ali ne. S tem ne mislim le na Božjo besedo v tej prerokbi, pač pa na Božjo besedo v Svetem pismu. Ta prerokba prinaša v sedanji čas opozorilo, ki je v Svetem pismu že ves čas zapisano. Jezus namreč pravi, bodite torej budni, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar. In ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta. V določenem času se bodo vrata zaprla. Ko se bo Gospod vrnil, se bodo vrata milosti in usmiljenja zaprla. In tedaj bodo tisti, ki so se odzvali na milost in usmiljenje, vstopili v Očetovo kraljestvo. Tisti pa, ki se niso zmenili za preroška opozorila oziroma se niso zmenili za preroška znamenja, bodo ostali zunaj, kjer bo tarnanje, jok in škripanje zobmi. Vrata se bodo zaprla. Pripravite se. Prepričan sem, da nam po prerokbi, ki jo je Gospod podal po patru Michaelu Scanlanu, podarja svojo milost. Sam menim, da gre za prerokbo, ki se začenja uresničevati v našem času. Zato jo moramo vzeti za res. Ni potrebe, da bi živeli v strahu in v zaskrbljenosti, pač pa živimo v veličastni svobodi Božjih sinov in hčera, ki vedo, da jih Oče ljubi in skrbi zanje. Božjih sinov in hčera, ki vedo, da Oče nikoli ne bi dovolil kaj takega, iz česar ne bi mogel za nas izluščiti nečesa dobrega in sredi česar nas ne bi mogel obvarovati. Tako, bratje in sestre, navdušen sem nad to besedo. Mislim, da je to prava beseda tukaj in sedaj, prava beseda za nas danes. To ni nič drugega kot tisto, kar nam Jezus in apostoli pripovedujejo že 2000 let. Zbudimo se, čas je, da se približamo drug drugemu. Čas je, da se prenehamo zanašati na zunanje reči in se v celoti začnemo zanašati na Gospoda. Gospod, hvala ti, da tudi dan danes dar prerokbe živi in deluje v tvoji cerkvi. Hvala ti za patra Michaela Scanlana. Hvala ti, da nam omogočaš, da drug z drugim o tem govorimo in smemo drug drugega opogumljati ter se med sebojno izgrajevati. Amen. I'd also like to tell you that the full text of Father Scanlan's prophecy will be available on our website along with my commentary in written form in case you'd like to share it that way with people. I think this is something that can help wake people up, and I hope you found it both sobering, challenging, but also encouraging and useful. And if you go to our website, www.renewalministries.net. God bless you, dear brothers and sisters.